Bilo je 25. december 1997. Izkušen alpinist po imenu Anatolij Buhrejev se je prebijal skozi mučen in brutalen vzpon na 10. najvišji gori na svetu. Verjetno to ni način, kako bi sam izbral preživeti Božič. A iz tega leta je Anatolij že tretjič uspešno osvojil Everest, najvišjo goro na svetu. Torej, še en vrh na gori, ki je 900 metrov nižja, bi moral biti zanj lahek, kaj ne? No, premisli še enkrat. Izkazalo se je, da eden od 3 ljudi umre na tej gori in Anatolij je bil tik pred tem, da izve zakaj. Od grozljivega izginotja legendarnih plezalcev do plazu, ki je pokopal enega največjih junakov Everesta, do strhljivega odkritja trupel, ki so bila še vedno zvezana skupaj v ledeniški razpoki. To je brutalna zgodba o Annapurni, najbolj smrtonosni gori na Zemlji. Dobrodošli v Extreme. Ko govorimo o najbolj nevarni gori na svetu, je naša pozornost največkrat usmerjena na Everest. Navsezadnje je na njegovih vrhovih življenje izgubilo na stotine ljudi, mnogi med njimi pa so še vedno na gori kot označevalci poti. Čeprav je morbidno razmišljati o tem, na vsakih 15 ljudi, ki osvojijo to ikonično goro, eden izgubi življenje, pa Everest še zdaleč ni najbolj smrtonosna gora na svetu. Če imate nekaj izkušenj s plezanjem, morda mislite, da je to K2 ali Nanga Parbat v Pakistanu. Spet bi se motili, saj nista niti približno tako smrtonosni kot zloglasna Annapurna 1, visoko v Himalaji v Nepalu. Kljub svoji smrtonosni naravi pa vsako leto privabi številne plezalce z vsega sveta, ki upajo, da bodo dosegli njen vrh. Annapurna 1 je 10. najvišja gora na svetu, ki se dviga na višino približno 6545 čevljev nad morsko gladino. Plezalska skupnost Annapurno ena imenuje Morilska gora. Maurice Herzog in Louis Lachanard sta jo prvič osvojila 3. junija 1950. A to je imelo visoko ceno. Med njuno drzno pustolovščino je Maurice zaradi ozeblin izgubil roke, potem ko je izgubil rokavice. 4 plezalci so prav tako padli v razpoko in so morali tam ostati čez noč, dokler pomoč ni prispela naslednje jutro. Ampak če mislite, da je to slabo, se je Maurice v nekem trenutku, ko ga je zadel plaz, znašel viseč z glavo navzdol na vrvi, ki mu je bila ovita okoli vratu. Čudežno so vsi preživeli in predstavljamo si, da bo to nekoč odlična filmska zgodba. A niso vsi tako srečni, če temu sploh lahko tako rečemo. Od njunega legendarnega vzpona je stotine ljudi poskušalo slediti njunim stopinjam in tukaj stvari dobijo temen in tragičen preobrat. Bilo je 17. oktobra 1978. Znana britanska alpinistka in umetnica Alison Chadwick je bila leta 1978 del ameriške ženske himalajske odprave na Annapurno. Pomemben in zgodovinski alpinistični podvig, katerega cilj je bil vzpostaviti izključno žensko ekipo na enem najvišjih vrhov sveta. Odpravo je vodila Arlene Bloom, biokemičarka in izkušena alpinistka, ki je želela ustvariti priložnost za ženske alpinistke v času, ko so bile pogosto izključene iz večjih odprav. Ekipo je sestavljalo 10 alpinistk, med njimi Vera Kumarkova, Irena Bercli, Vera Watson, Piro Kramar ter šerpe Mingma Sering in Qivan Krinjing. Alisonino potovanje je doživelo nenaden in srhljiv preobrat, ko je izgubila radijsko zvezo in je niso nikoli več slišali. Toda kaj se je v resnici zgodilo na ta usodni dan? Leta prej, avgusta 1975, je Alison zapisala zgodovino kot prva oseba, ki je osvojila vrh Gasherbruma 3 na meji med Xinjiangom na Kitajskem in Gilgit-Baltistanom v Pakistanu. Ob njunem vzponu na Gasherbrum 3, ki se dviga 7952 metrov nad morsko gladino, je bila to najvišja neosvojena gora na svetu. Kar želimo povedati je, da Alison ni bil začetnik, ko je šlo za plezanje nevarnih gora. Veljala je za eno največjih alpinistk svojega časa, vendar doseči vrh Annapurne 1 ni naloga, ki bi jo smeli jemati zlahka. In v trenutku, ko so alpinisti, kot je Alison, stopili na Annapurno, je bilo res vse proti njim. Običajen vzpon na to goro lahko traja do 5 tednov. Njihova dolga odprava se je začela v Katmanduju, kjer so dobili dovoljenje za samo $30 na osebo. Ni slabo.
A to je bila najmanjša njihova skrb. Še pomembneje je bilo, da so potrebovali pravo opremo, ki jih bo varovala, vključno z lednimi cepini, derezami, fiksnimi vrvmi, oblačili za mrzlo vreme ter dovolj hrane in medicinskih zalog, da bi zdržali celotno odpravo. Pravilna priprava je pogosto lahko razlika med življenjem in smrtjo. In ko gre za Annapurno 1, so morali biti pripravljeni. Ni zaman imenovana za najbolj nevarno goro na svetu. Od tam so se odpravili v mesto Pokhara, ki leži v dolini pod gorovjem Annapurna. 15. avgusta so iz Pokhare odšli z več kot 12.000 funti oziroma 5.400 kg zalog, ekipo nosačev, 13 ženskami in 6 šerpami. Allison in preostali člani odprave so se počasi prebijali skozi doline, spenjali in spuščali po kamnitih stopnicah ter uživali v čudoviti pokrajini Nepala. Končno so po 12 dolgih dneh prispeli v bazni tabor na višini 13.549 čevljev nad morsko gladino. Zrak je bil že redek in ženske so takoj začele upoštevati ustrezne postopke za aklimatizacijo v upanju, da se izognejo posledicam hude višinske bolezni. Ob prihodu v bazni tabor so Allison in plezalke pozdravile pisane molitvene zastavice, ki so plapolale v vetru ter ogromen napis. To je pogosto znak olajšanja za tiste, ki se odločijo priti sem peš iz Pokhare. Toda zdaj ni čas za praznovanje, namesto tega je čas za priprave na vzpon, ki je morda najbolj nevaren, kar so jih kdaj poskusile. Od tu naprej se začnejo prave nevarnosti, saj se odpravljajo po dobro uveljavljeni smeri čez južno steno. Kratek ovinek v tej nori vožnji. Če želite več surovih, necenzuriranih zgodb, ki jih tukaj ne moremo pokazati, se pridružite Extreme na Patreonu. Se vidimo na pravem Extreme. Allison in ekipa so se soočali z drastičnim padcem temperatur, nevarnostjo ozeblin in podhladitve, nepredvidljivim vremenom, občasnimi plazomi in izjemno izpostavljenostjo vremenskim vplivom, ko so se vzpenjali proti višjim taborom Annapurne 1. Vsak trenutek bi lahko katerikoli od teh dejavnikov povzročil smrt. Čeprav so vse te nevarnosti prisotne tudi na drugih gorah po svetu, so na Annapurni 1 močno okrepljene. Allison in skupina so se prebijali skozi strm teren, ki ga je bilo izjemno težko prehoditi. Plezali so čez ostre in nazobčane skalne stene ter debele plasti ledu. Teren vključuje strme vzpone in spuste, ki zahtevajo napredne tehnike, kot sta plezanje po sprednjih zobeh derez in sekanje stopinj, da bi prečkali led in sneg. Ja, res ni za neizkušene plezalce ali tiste, ki jim hitro zmanjka poguma. Ko združimo vse te možne nevarnosti z visoko verjetnostjo plazu, je neverjetno, da bi se skupina sploh lotila tako nevarne odprave. Tako so bili že izčrpani od poti, ko so Allison in ekipa prispeli v tabor 2. So si vzeli nekaj časa, da so si opomogli, preden so se soočili z najbolj nevarnim delom vzpona. Da bi prišli do tabora 3, so morali prečkati živce parajočo 2987 metrov visoko navpično skalno steno z nepredvidljivimi padajočimi kosi ledu, globokimi razpokami in strmimi pobočji. Vse to, skupaj z običajnimi zahtevami telesa in uma, ki jih prinaša vzpon na tako velik vrh, povzroči, da je ta vzpon edinstven na svetu. Predstavljajte si to. Allison jo je po dneh intenzivnega plezanja že vse bolelo. Zbudila se je v taborišču, ko je bila zunaj še tema. Njena oprema je še vedno nekoliko mokra, temperatura pa je že skoraj -20 stopinj Fahrenheita. Spakirala je svoje stvari in opremo, ki jo je morala vzeti s seboj, preden se je odpravila čez spolzek ledenik. Vsak korak mora biti skrbno preračunan. En napačen gib in nestabilne plošče ledeniškega ledu bi se lahko nepričakovano zrušile ter jo pahnile globoko v razpoko. Imeli so dovolj sreče, da so to minsko polje prečkali brez poškodb, vendar jih je zdaj čakal precej nevarnejši izziv, saj so prispeli do strme stene s povprečnim naklonom 55 stopinj. A mimo tega ne gre. Morali so iti navzgor. Ko šerpe začnejo organizirati opremo, morda Allison preplavi občutek tesnobe. Tukaj bo prisiljena uporabiti ne le svoje tehnične spretnosti, temveč tudi previden pristop, saj bi se lahko vsak trenutek po gori spustil uničujoč plaz. Z uporabo fiksnih vrvi se je ekipa začela vzpenjati po izpostavljeni skalni steni. Strmo padajoče temperature in veter drastično zmanjšujejo tvojo moralo. Deščas pa možnost padajočega kamenja od zgoraj zahteva stalno pozornost vseh vpletenih. V vsakem trenutku se lahko vreme spremeni v hipu, zato morajo biti plezalci pripravljeni na močan veter in celo sneg.
Po prečkanju izjemno zahtevnega dela poti je ekipa prispela v tretji tabor, ki leži na 6500 metrih nadmorske višine. Prijetno jih prevevata veselje in olajšanje. Od tu bodo nadaljevali proti vrhu. Morda se sliši enostavno, vendar je vse prej kot to. 15. oktobra so bili 3 člani odprave, Vera, Irena in Piro, izbrani za prvi poskus vzpona na vrh. Toda zato bi porabili še zadnjo kapljico energije, ki jim je ostala. Ženske so začele svojo pot proti mogočnemu vrhu Anapurne. Medtem ko so to počele, je leden veter udaril ob njihova oblačila, ko so se počasi premikale čez ozek in izpostavljen greben. Kljub temu, da so bile povezane z vrvmi, bi en napačen korak katerekoli od žensk ogrozil vse. Vsak korak naprej je bil skrbno preračunan, medtem ko je redek zrak izjemno oteževal dihanje, tudi s pomočjo dodatnega kisika. Piro, Vera in Irena so se borile proti podhladitvi, silovitim vetrovom, nestabilnosti. Nestabilen teren in celo globok sneg. In končno so po enem mesecu od začetka odprave prispele na vrh Anapurne 1. Ko so stale na njegovem vrhu, so se zagotovo počutile, kot da so na vrhu sveta. Za trenutek so se ustavile, da bi uživale v dih jemajočem razgledu pod popoldansko svetlobo, in zavedle so se, da so pravkar ustvarile zgodovino. Vera in Irena sta postali prvi Američanki, ki sta uspešno osvojili goro. Ko je mrzel veter pometal čez pokrajino, sta previdno postavili več živobarvnih zastavic in tako utrdili svoj dosežek. Na eno izmed njih sta napisali naslednji slogan: Žensko mesto je na vrhu. Ko sta se naužili dih jemajočih razgledov, je bil čas, da se vrneta v resničnost in se soočita z novimi nevarnostmi. Kot morda veste, je spust pogosto precej bolj tvegan. Na tej točki sta bili ženski v enem najbolj odmaknjenih delov sveta. Že izčrpani od vzpona, morajo plezalci zdaj poiskati še zadnje moči, da varno se stopijo zgore. Po tednih na gori nastopi izčrpanost, tako fizična kot psihična. V teh trenutkih lahko majhne napake povzročijo velike posledice, a na srečo so se 3 ženske varno in zdravo vrnile v tabor. Večina odprav bi to štela za pomembno zmago in začela svoj končni spust zgore, da bi se vrnila v udobje sodobne družbe in k svojim družinam. Toda ne Allison. Ona je hotela več. In vodja odprave, Arlie Bloom, je bil pripravljen to omogočiti. Predlagala je, da je mogoče doseči še en vrh, kar bi dalo več drugim plezalcem priložnost, da dosežejo vrh. Tokrat bi vodstvo prevzela Allison, ko bi odprava poskušala osvojiti drug, še neosvojen vrh. 26,414 foot tall. Osrednji vrh. Prvotni načrt je bil, da bi poslali Allison, Vero in še nekaj drugih plezalcev, vendar je brutalnost prvega vzpona pustila mnoge preveč izčrpane, da bi sploh razmišljali o ponovnem poskusu. Medtem sta Sherpi Chavang in Mingma utrpela hude ozebline, potem ko sta pomagala odpravi osvojiti Anapurno. Na koncu sta Allison in Vera poskusili drugi vzpon sami, brez pomoči Sherp vodnikov. Iz udobja svojega doma bi lahko mislili, da je bila to nora odločitev. Allison in Vera, ki sta že verjetno trpeli zaradi mraza in manjših znakov višinske bolezni, sta bili pionirki ženskega alpinizma. Obe sta se povzpeli na nekatere izmed najbolj nevarnih gora na svetu in temu posvetili svoje življenje. Poznali sta tveganja, poznali sta pot in, kar je najpomembneje, vedeli sta, da imata potrebne veščine za osvojitev še enega vrha. Tako sta se Allison in Vera v zgodnjih urah 17. oktobra 1978 odpravili iz tabora 3, da bi se podali svoji usodi naproti. Obe sta se ponovno soočili z ostrimi vetrovi in nepredvidljivim vremenom, ko sta se počasi vzpenjali na Anapurno drugič. Toda tokrat sta bili res povsem sami, z ničemer drugim kot radijem, da bi stopili v stik s svetom pod njima. Zdi se, da sta plezalca napredovala in bila na poti do 4. tabora. Arlie se je z ženskama dogovoril, da se bosta tisti večer javili po radiju, vendar je radio ostal tih. Ko je sonce zašlo za gorami in je noč padla na pot. Med ostalimi plezalci v taboru so se začele pojavljati skrbi, vendar so se odločili počakati do jutra. Nato je sonce vzšlo nad Anapurno, a še vedno ni bilo radijskega stika. Zdaj so se morali Arlie in preostali člani odprave pripraviti na najslabše. V upanju, da bi našli ženske, je Arlie prosil Sherpe, Mingmo in Lakpo, naj jih poiščeta, vendar sta oba še vedno trpela zaradi ozeblin in izčrpanosti. Končno sta se 3. dan brez stika odločila, da se povzpleta na goro in poiščeta Allison in Vero.
Ko je govoril o njuni odločitvi, da poiščeta ženske, je Lak pa povedal: Mingma in jaz sva veliko časa preživela skupaj z ženskama in dobro smo se spoznali, vendar je močno pihalo in pot je bila res slaba. Morda je bil del razloga, da sva se odločila iti, občutek krivde. Ko so se pogumno še enkrat povzpeli na goro, so šerpe preiskovale pot v upanju, da bi našli obe ženski. Kljub težkim razmeram in lastnemu trpljenju zaradi mraza so vztrajali naprej. Le kratko razdaljo od 4. tabora so naleteli na srce parajoč prizor. Skoraj 600 metrov od mesta, kjer so stali, globoko v ledeniški razpoki, so zagledali negibni telesi Ellison in Vere, ki sta bili še vedno povezani z vrvjo. Lak pa, ena od šerp, je bila ob odkritju obeh žensk, ki ju je na odpravi dobro spoznala, popolnoma potrta. Kasneje je povedala: Ničesar se ne spomnim za Napurne, razen pogleda na tista trupla. Do danes je natančen vzrok njune smrti še vedno nekoliko skrivnosten. So ju ujeli v manjši plaz, ki jo je prisilil navzdol po strmem pobočju? Ali pa je bil to skalni podor, ki ju je pognal po gori navzdol? Ne glede na vzrok je na ta usodni dan svet alpinizma izgubil dve ženski legendi. Preostali člani odprave so se jima poklonili tako, da so v kamen blizu baznega tabora vklesali imeni Ellison in Vera. Ob mraku pod oblačnim vrhom so ženske zapele šejkarsko pesem Simple Gifts, skupaj s šerpami pa so peli mantro Om Mani Padme Hum. To je bilo slovo na najboljši način, ki so ga poznali. Ellison in Vera sta le dve izmed mnogih ljudi, ki so izgubili življenje na Morilski gori od prvega uspešnega vzpona v 50 letih prejšnjega stoletja. Vidite, Annapurna ni samo nevarna, je skoraj nepravična. Za vsake 3 ljudi, ki poskušajo doseči vrh gore, se eden nikoli ne vrne. Nobena druga gora na Zemlji ne predstavlja takega tveganja za človeško življenje. A pravo vprašanje je, zakaj plezalci še naprej tvegajo vse, samo da bi dosegli njen vrh. Da bi razumeli, se moramo postaviti v kožo plezalcev, kot je britanski alpinist Alex McIntyre. Ne gre samo za alpinizem, temveč tudi za psihološko tveganje, ki ga to prinaša. Za moške kot je Alex je to vznemirjenje, ki pride z uspešnim vzponom na točko na svetu, ki jo bo doseglo le malo ljudi. In za strastne plezalce je doseči vrh gore, ki se je bojijo celo najbolj elitni alpinisti, sveti gral. 17. oktobra 1982 je bil Alec del majhne odprave, skupaj s francoskim alpinistom Renéjem Gilliniem in še enim plezalcem, ki je moral zaradi bolezni odstopiti. Odpravo je zaznamoval minimalističen pristop, saj so moški nosili čim manj opreme in zalog v upanju na hitrejše vzpone. Ta slog je postal močno povezan z Alecom, ki so ga mnogi v plezalni skupnosti šteli za pionirja. Znova in znova se mu je uspelo izogniti težavam, čeprav se je soočal z izjemno zahtevnimi pogoji in imel pri sebi le malo opreme. Tistega dne sta Alec in René osvojila teren ter strme tehnične vzpone in uspešno osvojila vrha Annapurne 1, kjer je pred njima stalo le malo ljudi. Zrak je postal izjemno redek, zato sta si hitro ogledala razgled, preden sta začela sestopati. Po previdnem prečenju nevarnega terena in boju z ledenim mrazom sta se znašla na približno 7000 metrih nadmorske višine. Za moške je vse kazalo dobro, a nista vedela, da se bo kmalu zgodila nepredvidena tragedija. Ko se je Alex previdno spuščal po strmem pobočju in pazil na vsak korak, mu je René sledil in počel enako. Motivirana, a izčrpana, sta moška vztrajala naprej. Nato je René nenadoma zaslišal glasen udarec in še preden je lahko pomežiknil, je videl, kako je Alexovo telo izginilo s poti in zdrsnilo po pobočju gore. Panika in šok sta preplavila francoskega plezalca, saj ni mogel storiti drugega, kot da gleda, kako njegov prijatelj pade več kot 240 metrov, preden se njegovo negibno telo ustavi. Alex je pravkar postal žrtev nepričakovanega skalnega podora. Nažalost je velik kamen, težak kar 5 kilogramov, priletel z vrha in ga udaril glavo, pri tem pa mu zlomil vrat. Notranje poškodbe so bile usodne in verjetno je bil Alex mrtev že, ko je njegovo telo doseglo dno pobočja. Po nesreči je René uspelo najti Alexovo telo na nižji nadmorski višini, kjer se je ustavilo po padcu. Tudi zaradi slabih vremenskih razmer, ki so kmalu po njegovi smrti zajele goro, so bili reševalni napori oteženi, kar je preprečilo takojšen prenos njegovega telesa.
Aleksova prezgodnja smrt ni bila le osebna tragedija, temveč je pomenila tudi veliko izgubo za alpinistično skupnost, ki je pravkar izgubila še enega alpinista na Morilski gori v Nepalu. Bil je znan po uvajanju novih plezalnih tehnik in spodbujanju sloga, ki je poudarjal hitrost in učinkovitost v alpskem okolju. Njegov prispevek k etiki in tehnikam plezanja je v športu pustil trajno zapuščino. Annapurna 1 je terjala še eno žrtev, vendar to še zdaleč ni bila zadnja. Nekaj let po grozljivi smrti Alekseja je legendarni plezalec Anatolij Buhrejev skušal postati naslednji človek, ki bi osvojil Morilsko goro in preživel, da bi lahko povedal svojo zgodbo. Anatolij je bil eden največjih plezalcev svojega časa. Maja 1995 je uspešno osvojil Mount Everest po severnem grebenu brez dodatnega kisika. Naslednje leto je osvojil vrh po južni poti 10. maja 1996. Skoraj takoj po tem dosežku je bil Anatolij poklican v akcijo. 39-letni ruski plezalec je bil razmeroma neznan, dokler ni po tragičnem vzponu na Everest maja 1996 prišel v središče medijske pozornosti. Osem plezalcev je izgubilo življenje, ko je nenadna snežna nevihta zajela goro in ujela mnoge blizu vrha. Anatolij je takrat delal kot vodnik in mu je uspelo ne le preživeti, ampak je bil tudi ključen pri reševanju plezalcev, ki jih je ujela nevihta. Anatolij je izvedel več samostojnih reševanj in med snežno nevihto rešil 3 plezalce. V začetku leta 1997 je bil Anatolij del kazaške odprave, kjer se je ponovno povzpel na Everest po severnem grebenu brez dodatnega kisika. Toda do konca leta je skušal osvojiti Annapurno 1. Ta odprava se je izkazala za enega njegovih najtežjih izzivov doslej. Na božični dan leta 1997 sta se Anatoliju pridružila Simone Moro, italijanski alpinist, in Dmitrij Sobolev, snemalec iz Kazahstana. Plezalci so se znašli na približno 5700 metrih nadmorske višine. Medtem ko je zahodni svet obkrožen s svojimi družinami sedel pred ognjem in odviral darila, so bili te pustolovci na poti proti vrhu gore Morilke. Ravno okoli poldneva sta Anatolij in Simone napaljevala vrvi v žlebu. Nenadoma se je ogromen kos utrjenega snega, znan kot opast, odlomil z vrhov zahodne stene Annapurne. Ko sta pogledala navzgor, ju je moral preplaviti strah, ko se je opast kot plas zgrmela po 800 metrov dolgem žlebu. Toda nista imela kam pobegniti. V resnično grozljivem opisu tega, kar se je zgodilo nato, je Simone pojasnil: kosi ledu in kamenja v oblaku snega so padali name. V stanju vznemirjenega, a mirnega sprijaznjenja sem mislil samo na to, da bi opozoril Anatolija in Dimitrija na nevarnost. Spomnim se, da sem jo videl, kako sta hitro skočila v stran, da bi se izognila plazu, medtem ko sem se sam sklonil in se naslonil na steno ter z golimi rokami držal vrv, ki je bila pravkar pritrjena. Zdaj jima nič več ni moglo pomagati. V nekaj sekundah ju je plaz trdega snega, ledu in kamenja odnesel v stal in potegnil po gori navzdol. Moška sta nedvomno zajela sapo in poskušala priti nad plast plazovine, a silovita moč plazu je bila prevelika in jo je nasilno vleklo s seboj. Simoneja je plaz potegnil več kot 500 metrov navzdol do tabora 1, kar se mu je moralo zdeti kot večnost. Vse skupaj pa je trajalo manj kot nekaj minut. Na srečo je bil nekako še vedno živ in se je začel izkopavati izpod snega. Ko se je Simon ozrl nazaj na to grozljivo preizkušnjo, je rekel: niti za sekundo se nisem mogel upreti besu te gmote in hitro sem padel. Pri tem pa sem z obema rokama držal vrv, ki mi je žgala in ranila prste skoraj do kosti. Zdelovalo se je, da se ni padcev, drsen in odbijan nikoli ne bo končal. Ko je končno prilezel na površje, je bil še vedno delno v šoku. Izgubil je vid na eno oko, v rezninje od vrvi pa so mu pustile kosti na rokah izpostavljene. Njegova oblačila so bila raztrgana na koščke, od vse opreme pa so mu ostali le še dereze. Ko se je Simone ozrl naokoli, ni bilo nikjer ne Anatolija, ne Dimitrija. Obupano je klical njuna imena, v upanju, da sta tudi ona dva preživela nesrečo. A nihče se ni odzval. 15 minut je blodil po plazu, ne da bi slišal ali videl kakršenkoli znak svojih plezalnih partnerjev, in se odločil, da je njihova najboljša možnost, da organizira reševanje. Ne vedoč, kaj naj stori naprej, je bila sreča na Simonovi strani, saj je v daljavi zagledal šotor v taboru 1. Tukaj je našel zalogo svežih oblačil.
Potem, ko se je izčrpal z menjavo oblačil, je začel 6-urno spuščanje v bazni tabor, vendar bo moral to storiti z enim očesom in brez uporabe rok. Ko je končno prispel, ga je oskrbel nepalski kuhar. V naslednjih urah mu je uspelo vzpostaviti stik z reševalnim helikopterjem, ki ga je 26. decembra pobral in odpeljal v bolnišnico. Simon se je 3 dni kasneje vrnil v upanju, da bo našel svoje prijatelje, ki bi blodili po gori, vendar temu ni bilo tako. Helikopter je krožil nad območjem, kjer je plas udaril, vendar ni bilo nobene sledi Aleksa ali Dimitrija. Do danes trupli obeh moških nikoli nista bila najdena, njuni nesrečni smrti pa sta le 2 izmed mnogih zapisanih v zgodovini gore Morilke. Leta 2022 je približno 365 ljudi uspešno doseglo vrh Anapurne 1, medtem ko je gora terjala življenja 73 ljudi. Danes jo še vedno štejejo za najbolj smrtonosno goro na svetu, zato morajo tisti, ki želijo doseči njen mogočni vrh, to storiti z izjemno previdnostjo. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.